To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Ob 20-letnici občine Sveta Trojica predstavili novo občinsko himno. Razstava ročnih del Ane Crnković. V Beltincih to soboto družinski piknik. V športni ideji tokrat o balonarstvu. Še vreme, jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha. Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Sveta Trojica v Slovenskih Goricah med 11. in 14. junijem gosti Trojica Fest 2026. Letošnji festival je še posebej slovesen, saj občina Sveta Trojica obeležuje 20 let delovanja. Med 11. in 14. junijem Sveta Trojica gosti jubilejni Trojica Fest. Vrhunec praznovanja je bila včerajšnja slavnostna otvoritev in osrednja občinska slovesnost ob 20. jubileju. Na odru so nastopili Helena Blagne, Nejša in David Amaro. Osrednji trenutek večera pa je bila premierna predstavitev nove himne Svete Trojice z naslovom Kjer srce prebiva. S tabo čutim, kje sem doma, tudi ko svet pada na tla, lahko izgubim, lahko spet najdem, ker verjameš vame. Pesem sta ob 20-letnici občine ustvarila župan David Klobasa in pevka Lea Sirk. Za glasbeno produkcijo je poskrbel producent Boštjan Grabnar. Premierno pa jo je izvedla vokalna skupina Trinity XX, ki jo sestavljajo domačinke. V času, kjer se vedno bolj zapletamo v projekte, v investicije, vse to, pozabljamo pa nekaj tistega, jaz temu rečem pač neko darilo za dušo ali pa karkoli, no, takega. Pomembno se mi zdi, da se začnemo zavedati, da niso projekti tisto, kar ustvarja eno družbo, ampak skupnost. In naj bo ta naša himna letos nekaj, kar pač povezuje. In glasba je vedno povezovala. In še druga dobra misel, pravijo, da tisti, ki poje, zelo ne misli. Jaz mislim, da vse to smo mogoče za to našo himno te zadeli. Prireditev je obiskal tudi predsednik Državnega sveta Marko Lotrič. Jaz sem zelo vesel in ponosen, da je župan David Klobasa hkrati tudi državni svetnik v našem svetu, Državnem svetu Republike Slovenije. In samo vidim, kako pravzaprav to, kar se pogovarjamo v državnem svetu, on živi in dela tukaj v občini. Torej skrb za ranljive skupine, skrb za otroke, skrb za starostnike, ki se kaže skozi projekte od vrtcev, urejenih prostorov, skrb za kulturno dediščino in ne nazadnje to kulturno hrano, ki nam jo ponudi vsako leto na Trojica Festu, ko uživamo v nastopih izvajalcev glasbe. Županu je ob 20-letnici občine čestitala tudi ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs. Sama sem pa kot ministrica za lokalno samoupravo izjemno vesela, da se take prireditve odvijajo tudi v lokalnem okolju in da vidimo, da lokalna okolja odlično funkcionirajo, pravzaprav tudi brez pomoči nekega centra, bom rekla. Zelo kakovostno življenje je tukaj na obrobju in zaradi tega je tudi država dolžna, da zagotovi ljudem vse pogoje za kakovostno življenje. Predstavitev himne in projekt Trinity XX ima tudi dobrodelno noto. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Junaki tretjega nadstropja, ki pomaga otrokom z rakom in njihovim družinam. Sami se trudim občino peljati v smeri, kjer si ne želim klasične administracije, želim, da se pogovarjamo v skupnostno za dobre projekte, predvsem pa, da nimamo, kaj vse ne gre, ampak da iščemo poti, kaj vse se da. In da se samo takrat, ko smo enotni in imamo neki isti cilj. Je pa vseeno, da je naša slovesnost en znak, ene sodobne Svete Trojice, takšno se predstavljamo tudi v prihodnje. V glasbenem delu festivala bodo nastopili še številni glasbeni gostje, obiskovalce pa čakajo tudi tradicionalna vinska galerija v Samostanski kleti, športni program, gledališke predstave, otroške delavnice, družinske aktivnosti ter številni dogodki, ki jih pripravljajo lokalna društva in organizacije.
V gradu v Beltincih so včeraj odprli razstavo ročnih del avtorice Ane Crnković. Med razstavljenimi izdelki so vezena in kvačkana dela, novoletni in velikonočni okraski iz različnih materialov in rože iz krep papirja. V kulturnem programu je nastopila folklorna skupina Veseli Marki pod vodstvom Jelke Breznik. Razstava bo na ogled do konca julija 2026. To soboto bo v Beltincih dan za igro in druženje vseh generacij. Na družinski piknik nas bosta povabili Natalija Rebrica-Miholič iz Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci in Majda Baligač iz Centra za družine Dlan Beltinci. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Dober dan. Tudi v Beltincih ste se odločili za organizacijo družinskega piknika. Zakaj? Ja, res je. Naš park v Beltincih je dejansko že neko središče kulturnega dogajanja v poletnih mesecih. Naj spomnim na folklorni festival. Tako da smo razmišljali v sodelovanju z Centrom za družine Dlan, zakaj pa ne narediti tudi družinski piknik, da povežemo različne generacije ob igri, delavnicah in drugih različnih aktivnostih. In kaj točno ste v Centru za družine Dlan pripravili za to soboto? Za to soboto smo pripravili različne aktivnosti, se pravi ustvarjalne delavnice na temo družine, potem poslikavo obraza, družinsko jogo. Bomo pa tudi imeli svojo stojnico, kjer se lahko vsi obiskovalci ustavijo. Tam jim bodo predstavljene naše dejavnosti, lahko se bodo informirali o vsem, kar se pač v našem Centru za družine Dlan v Beltincih dogaja. Torej gre za družinski piknik, lahko pričakujemo tudi kakšno kulinarično ponudbo? Ja, tako je. Turistično društvo Beltinci bo za vse obiskovalce pripravljalo langaš. Prav tako pa bodo nekateri izmed razstavljalcev ponujali tudi osvežilne domače napitke, torej sirupe. Naj omenim, da je skupno več kot 15 razstavljalcev, različnih obrti, rokodelci, poleg delavnic torej tudi načrtujemo različne mini športne aktivnosti, naprimer družinsko jogo, nekako tudi nordijsko hojo, torej kako pravilno hoditi. Tudi glasbene vložke bomo imeli z glasbeno šolo Beltinci. Na vse zadnje pa, kot sem že rekla, pri nas je folklora res nekako srce kulturnega dogajanja, tako da tudi tega ne bo manjkalo. Družina je osnovna celica družbe in prav v vašem centru ste se posvetili družini. Sicer je center še mlad, ampak kako so se prijele vaše aktivnosti? Ja, vse, ki smo zaposlene oziroma ki delamo v Centru za družine Dlan, smo zelo pozitivno presenečene nad odzivom ne samo občanov občine Beltinci oziroma družin, ki živijo v naši občini, ampak tudi širše. V naš Center za družine prihajajo tako iz Murske Sobote, tako iz Goričkega, tako iz Prlekije. Rada bi omenila, da imamo zdaj v počitnicah 3 poletne tabore, ki so pa seveda že vsi zasedeni. Mogoče zaradi tega tudi, ker so naše delavnice brezplačne, ker nas vseeno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in občina Beltinci. No, v Pomurju imamo res srečo, veliko teh brezplačnih taborjev je letos na voljo. Bo pa poletje vsekakor pri vas pestro. Ja, tako je. Ne samo v parku Beltinci, ampak tudi drugje v občini Beltinci. Naj omenim kot Zavod za turizem, kulturo in šport, ki ima v upravljanju tudi Otok Ljubezni. Tam bo se tudi dogajalo veliko. Že v nedeljo imamo koncert bakovske godbe z bakovskimi mažoretkami. 3. julija imamo seveda tudi z brezplačnim vstopom koncert Tomaža Domicelja in še veliko več. Vedno se najde nekaj novega, tako da jaz bi res srčno povabila vse, ki nas gledajo, naj grejo iz digitalnih naprav ven v park, v naravo, se družiti z nami. Midve bove definitivno tam, tako da
lepo vabljeni. Torej, vabljeni so seveda tudi ljudje iz ostalih občin. Ponovimo še samo termin, kdaj boste začeli in kdaj predvidoma končali. Začeli bomo ob 10, končali pa nekje predvidoma ob 13. uri, ob 1. popoldan. Kaj pričakujete od družinskega piknika, kaj je tisto osnovno, kar bi si želeli? Želimo z vsemi temi aktivnostmi res ustvariti eno tako vzdušje, prijetno, sproščujoče vzdušje, kjer bi lahko družine našle čas za sebe, čas za igro, čas za konec konca druženje tudi z drugimi družinami, z drugimi ljudmi in da res preživijo ta sobotno dopoldne na en tak lep način, no. Na kakovosten način, zunaj, v naravi, povezujoče. Vse imate, vse je pripravljeno, samo še začeti je treba. Najlepša hvala za povabilo in kar se da uspešno izpeljan družinski piknik v Beltincih. Hvala vam in se vidimo tam. Hvala. V Športni ideji bomo tokrat predstavili balonarstvo. Naš gost bo predsednik balonarskega kluba Rotobalon klub Matjaž Pavlinjek, ki nam je med drugim pojasnil, kaj je pomembno pri letenju s toplozračnimi baloni. Tak, pri vsakem letenju je najbolj pomembna priprava na let in v ta koncept priprave na let spada določitev vzleta balona, potem dobra analiza vremena, torej da analiziraš, na katerih višinah so kateri vetrovi in pa definirati že pred štartom predvideno lokacijo pristanka. Te 3 stvari so najbolj pomembnejše in to je v bistvu naloga vsakega pilota, da zorganizira in preveri pred poletom. In kako nam kaže z vremenom, precej jasno bo, popoldne pa ni izključena kakšna ploha. Dopoldne je bilo pretežno jasno. Opoldne so v Murski Soboti in Radencih izmerili 22, v Lendavi in Krajinskem parku Goričko pa 21 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevna od 24 do 29. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo okrog 15, najvišje dnevna pa v Murski Soboti, Mariboru in na Ptuju 27 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 12 in 16, čez dan pa med 16 in 34 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani www.tvideja.si in na družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in vse dobro do prihodnjič.